bi Janeza Janšo karikirano primerjal z lenivcem v studiu, medtem ko bi Roberta Goloba primerjal z popadljivo čivavo, ki je izrazito majhna, ampak trga kavbojke. Preusmeriti pozornost in govoriti, ne, mi bi se zdaj danes pogovarjali o prihodnosti. In zelo očitno na dveh najbolj bolečih Ahilovih petah oziroma točkah Roberta Goloba, in to je privatizacija GEN-I in njegova osebna, tudi intimna prijateljska vez z Zoranom Jankovićem. Najlažje je pa se lagati v kamero. Spoštovani gledalci, pozdravljeni še v eni bonus epizodi tedenskega safarija, tokrat znova tedensko soočenje, tik pred volitvami v zadnji teden smo vstopili in temu primerno so akterji sneli tudi rokavice. Danes posebno soočenje na televiziji Pop TV, Janez Janša proti Robertu Golobu. Peter, ura 40 in dejansko, kot praviš, letelo je, če sta se na prejšnjih soočenjih, ko jih je bilo več v studiu, nekako božala, malo ogrevala, pa sem in tja malo prešla na višje obrate, smo danes videli visoke obrate od prve minute naprej. V bistvu, Mislim, čist od samega začetka, jaz nisem mogel reči, se bova pokazala malo kasneje tudi ta izsek. Prva stvar, Golob gre in vrže atomsko bombo. Zanimivo mi je bilo to. Do zdaj, ko smo gledali soočenja med Robertom Golobom in Janezom Janšo, prvič že leta 2022 na kanalu A, potem nekje sredi mandata na N1 in potem recimo na zadnje pri Klemnu Selakoviću na podcastu Ideja. V nobenem od teh soočenj ni prišlo do nekega zelo ostrega spopada, so se mal pikala sem in tja. Še največ na temo kadrovanja, revanšizma in podobno. Ja, nobenega, ni bilo res, še celo recimo, je spet zanimiva analogija med Selakovićevim pa Pop TV-evim, ko je na Selakovićem Janša začel, oziroma z pohvalo Golobu in tudi končal nekako z tem, da je prepričan, da je Golob dober človek. Danes je dobil kontro, kot bova pokazala. Ja. Zdaj, veš, kaj mi je zanimivo? V bistvu praviš, odvrže Robert Golob atomsko bombo v prvi minuti, kar pa je nekako, če govoriva o širšem vtisu nocojšnjega soočenja, v nasprotju z psihofizičnim stanjem, ki ga je bilo vsaj po mojem opaziti pri Robertu Golobu. Ko govorimo o psihičnem stanju, izrazita razdražljivost, torej uskipljivost, tudi mislim, da 4-krat tekom oddaje precej očitno na voditeljico Petro Krčmar. Zapisal sem si, da prvi 3 napadi na njo so bili praktično v prve pol ure, prvih 40 minutah, ko je dobil vprašanja, ki mu ne ustrezajo, GEN-I, pa Zoran Janković in tako naprej. Ko govorim pa o slabem fizičnem stanju, pa ta počen, raskav glas na meji sploh operativnega nastopa, ki se lahko, pa govorim kot človek, ki je res veliko javno nastopal, pripeti iz 2 razlogov. Ali iz velike treme, torej nekega slabega občutka pred soočenjem, ali pa seveda zaradi nekega banalnega prehlada oziroma zdravstvenega stanja. Ja, celo tudi prehlad je pogosto, sploh ko je človek pod stresom, pa nižjim, da nekako pade imuniteta, ta imunski sistem. Tako da mislim, da je Golob pod hudim pritiskom ta trenutek. Ti prisluhi, mislim, da so ga zadeli bistveno bolj, kot si želi priznati. Kar je še meni bilo zanimivo, prišel je izrazito napadalno usmerjen na to soočenje. Se pravi, od samega začetka do konca je bil če kaj, demagoško in vedno nekako v tej defenzivni drži. Se pravi, ko je bila tema na vsebini, je vedno vlekel neke stare grehe prejšnjih vlad in se hvalil, kako je njegova drugačna. Ko pa je šlo za vprašanja, kjer bi pa lahko kaj padlo, pa vedno poskusil preusmeriti pozornost in govoriti, ne, mi bi se zdaj danes pogovarjali o prihodnosti. In zelo očitno na 2 najbolj bolečih Ahilovih petah oziroma točkah Roberta Goloba, in to je privatizacija GEN-I in njegova osebna, tudi intimna prijateljska vez z Zoranom Jankovićem. Ti 2 stvari zelo bolita. Bova sicer še o GEN-I-ju, ampak bi omenil samo to, ko pride do GEN-I-ja, govori že, mislim, da je bilo to na podcastih 2-krat ponovljeno v zadnjem tednu, danes še na mainstream mediju oziroma na nekem osrednjem soočenju, ta zgodba o garažnem podjetju. To bi rad mogoče razbil še preden greva res v materijo. Namreč, drži, da je imel Robert Golob pred 20 plus leti majhno podjetje,
Ampak ta rast, s katero se potem potrka po prsih do 3 milijard letnega prometa, ne bi bila niti v sanjah možna, če ne bi imel Robert Golob članske izkaznice ranke pokojne velike Drnovškove stranke LDS, in tisto, kar pa vedno oportuno izpusti iz te zgodbe o startupu, ki naj bi nastal iz garaže, je ključna vloga človeka, ki mu danes, glede na politično barvo ali pa bližino Janezu Janši, izrazito ne ustreza. Vse, kar ima poslovno pokazati Robert Golob v GEN-I-ju, dolguje Igorju Bavčarju. Ja, ne samo to. In to je tudi človek, še to bom dodal, ki bi ga z enim močnim intervjujem, če bi se odločil zanj, lahko tudi dejansko politično pokopal z razkritjo poslovni preteklosti. Ja, celo recimo tukaj mi je zanimivo še nekaj, nekako Robert Golob v celotnem soočenju projicira svoje napake, svoje šibkosti v Janeza Janšo. Mislim, da nekje v enem delu reče, najlažje je pa se lagati v kamero. Mislim, kdo se že zadnjih 5 let laže v kamero in tudi v tej kampanji, ko si glih omenil to podjetništvo. Sem se spomnil na eno izmed prejšnjih soočenj, ko Robert Golob izjavi, meni politika nikoli niso bile sanje, to je spet govoriva o Selakovičevem, In šele, če mi ne bi Janez Janša vzel sanj, jaz nikoli nisem imel v sanjah politike, ampak če mi Janez Janša ne bi vzel sanj in me odstavil oziroma ne podaljšal mandata v GEN-I-ju, sem se potem šele spravil v politiko. Čakaj, kdo je bil državni sekretar, član LDS-a, državni sekretar Drnovškove vlade, podpredsednik stranke Alenke Bratušek, pomemben član Pozitivne Slovenije. Tako je. Skratka, to je človek, ki ga politika sploh ne zanima. Ampak pazi, sej, če so gledalci malo bolj analitični, malo bolj podrobno pogledajo, morda kakšne izseke celo 2-krat Roberta Goloba, res ni težko ujeti na laži. Govoriš o tem, da Janezu Janši plasira laž kot politično valuto, pri Klemnu Selakoviču na Ideji je sam izjavil za moje pojme škandalozno, da se je politik, dokler je na javni funkciji, dolžen javno pretvarjati. To so njegove besede. Pa še nekaj, na temo GEN-I-ja, potem morda zmanjka časa, da v vsebinskem sklopu pokomentirava še to, zato bom omenil zdaj. Ko je govoril o tej rasti od mikro do ogromnega podjetja, za katerega se je začela zanimati tudi država, je potem Janšo na koncu tega monologa izval, kaj ste pa vi, gospod Janša, sicer je bilo mišljeno v gospodarskem smislu, v življenju ustvarili. Kot sem že kdaj pokomentiral, Robert Golob, ko se spusti v duel na polje manipulacije ali pa retoričnih figur z Janezom Janšo, to ne bo šlo, ker odgovor je dobil, kje ste bili pa vi leta 91, ko sem jaz pomagal soustvarjati državo. Ja, in Golobov odgovor, kar mi pa zmaga, se pravi na vprašanje, kaj si ti že v življenju prej naredil, in potem jasen odgovor, in potem odgovor Roberta Goloba, no lejte, spet je v preteklosti, zataknil se je leta 91, pri čemer, če ne bi Golob ravno s tem vprašanjem izval, morda bi celo do neke mere bilo na mestu, ampak oprosti, to je res tisto, ko je on sam kontriral samega sebe iz prejšnjega odgovora, niti ne iz prejšnje oddaje, in če preden greva na prvi klip, bi morda sam še eno stvar omenil, ki mi je bila zanimiva. Pravzaprav se mi je zdelo v tem soočenju, ne glede na to, kako zelo sta oba snela rokavice in šla ostro drug proti drugemu, da v resnici noben od njiju ni bil zares dober. In ne nazadnje bi celo rekel, morda je to bila usluga manjšim strankam, če so zadnje čase, če smo bili prej skoraj da nevajeni soočen Golob Janša, zdaj imamo pa v zadnjem času inflacijo, torej najprej pri Selakoviču, potem zdaj na Pop TV, mislim, da je najavljen še Planet TV, soočenje samo Golob Janša, torej se mi zdi, kot da je ta poskus duopola, se pravi celo Robert Golob nekje vmes sam reče, danes se volivci odločajo med nama, med eno in drugo potjo, kot da ni nobene druge, in če je bil poskus tega izvajanja Roberta Goloba, da se volivce usmeri zgolj v duopol, torej na izbiro imate samo Roberta Goloba in samo Janeza Janšo, pravzaprav je ravno ta nivo tega obeh nastopov na soočenju dal vedeti, pravzaprav ljudje razmislite, če morda obstaja še kakšna izbira, ki ni Janez Janša ali Robert Golob. Točno to, zelo dobro opažanje, bi pa rekel tako, sej duopol nam zelo usklajeno te dni ponujajo anketarji večjih agencij in te glavne medijske hiše, ki si jih naštel. Mislim, da je strategija
enaka, torej imate praktično na volilno nedeljo 2 izbiri, česar, dajmo pogledati malo v preteklost, v takšni meri še nikoli nismo videli teh soočenj na parlamentarnih volitvah 1 na 1 v celem nizu medijev in še teh podcastov. Ne. Na trenutke imam občutek, kot da so to predsedniške volitve, kjer imaš potem drugi krog z 2 kandidatoma. Ja, ne, parlamentarne, 7-8 strank je še v igri za parlament in drugo, ne, ker si mi lih snel z jezika, da nihče ni bil posebno dober. Meni, ne, če gledam tako po energiji pa zaletavanju, recimo, bi Janeza Janšo karikirano primerjal z lenivcem v studiu, ne, medtem ko bi Roberta Goloba primerjal z popadljivo čivavo, ki je izrazito majhna, ampak trga kavbojke, ne, in če moram izbrati, me ta čivava bolj iritira. Ne. Pa sam veš, oziroma najni gledalci tudi, da kakšen član fan kluba Janeza Janše pač nisem. Ne. Drži, je pa res, da je morda taktika Janeza Janše vendarle boljša, namreč nepopadljivi Janez Janša vsaj ne odbija. Torej, tudi tega ne gledamo čisto prvič. Na tak način, ampak ne, kakorkoli, jaz predlagam, da zdaj pogledava najprej prvi klip soočenja, gre za prvo minuto oziroma prvo repliko, ki jo je kdorkoli od njiju imel. Ko odpreta usta, to je to. Ko odpreta usta, se zgodi tole. Gospod Janša, meni je strašno žal, ampak na podlagi dogodkov, ki smo jih danes priča, jaz moram povedati, da vi niste dober človek, da vi nimate radi Slovenije, da je edina stvar, ki vas zanima v življenju, je kako se boste dokopali do oblasti, ker je za vas Slovenija plen. Pri tem ste se pripravljeni povezovati z mednarodnim organiziranim kriminalom, z ljudmi iz paraobveščevalnih služb iz tujine, kjer so te isti ljudje načrtovali, na kateri bili celo vpleteni v izvajanje genocida v Gazi, in vse to samo z namenom, da pridete do oblasti. Zdaj, če gre kje za veleizdajo, potem mislim, da to veleizdajo lahko najdemo v današnjem poročanju o tem, kako se je kradlo iz državnega podjetja GEN-I. V Ameriki bi za nekaj takšnega ljudje sedeli 300 let. A ne? Jaz lahko nekaj rečem tudi o tem, kolikor vem, kako so bile stvari odkrite, ampak vendarle se najprej pogovarjamo o tistemu, ki je banko ropal, koliko je ropal, kdo je bil oškodovan, potem pa šele o tistemu, ki je ta rop odkril. Kar sledi v tej osnovni logiki, se mi zdi dejansko, da ob razkritih, ki jim je bila slovenska javnost priča v zadnjem tednu dni, se absolutno moramo vsi z mediji, ki imamo tu posebno odgovornost ured, osredotočiti najprej na vsebino, kako so te posnetki, ta razkritja nastavilo gledalo našemu stanju demokracije leta 2026, šele globoko zatem lahko debatiramo, kdo je to počel in s kakšnimi, morda tudi ne samo geostrateškimi, ampak predvolilnimi motivi. In na temo medijev. Mislim, da ni lepšega primera, ni lepšega učbeniškega primera, kako v praksi ugledati popolno vojaško postrojitev oziroma, bom rekel, lepše konsolidacijo levih oziroma provladnih medijev. Če se spomniš minulega tedna, ko so ti posnetki nekako res množično padli v javnost, ne, vsebina ni zanimala nikogar. Smo bili med zelo redkimi spletnimi portali in mediji nasploh, ki so pisali o sami vsebini prisluhov oziroma teh posnetkov. Medtem ko ta teden, ko se pogovarjamo o morebitni povezanosti opozicije ali pa nekih aktivnostih opozicije v teh razkritih, je dejansko te isti mediji, naprimer Siol 24 ur necenzurirano, tekmujejo v tem, kdo bo dal boljši naslov, ko povzema inštitut 8. marec in tako naprej. Skratka, da povzamem, ko gre za nadzor nad oblastjo, ki ima represijo, celotno moč tega aparata v rokah, nula, mrk, medijski mrk, ko gre za nadzor nad opozicijo, ki ničesar, razen tistega Knovsa z 4-5 poslanci nima, pa je to glavna tema vseh naslovnic. Tu je treba priznati spretnost in izjemno organizacijo levega pola od nevladnih organizacij do mainstream medijev. In v bistvu si ti danes to doživel na lastni koži. Dam za istočnico samo to. Brnel so mi zaradi tvojega vprašanja na novinarski konferenci Nike Kovač telefoni cel dan in komentar je bil vedno isti. Peter Merše je postavil edino vprašanje, ki bi ga katerikoli novinar moral tam postaviti. Malo povej, kaj je bilo. Ja, preden gre na to, morda zanimivost, ko smo slišali, da je to bil največji škandal v zgodovini samostojne Slovenije.
Ne? Torej, ne prisluškovanje, zaradi katerega je padla arbitraža, ne 2 milijardi oparanih ameriških dolarjev čez NLB za iranski režim. Kjer je bil šef urada za pranje denarja, današnji direktor NPU Muženič. Ne tranzicijska kraja državnega premoženja prek divje prihvatizacije. Nič od tega in še bi lahko našteval, ni največji škandal. Največji škandal je, da je nekdo, zdaj, a je tajna služba ali ni tajna služba, kdorkoli že, posnel nekaj funkcionarjev, ki so razkrili pravzaprav, kako korumpiran je Zoran Janković, kako poteka vpliv na Goloba prek Tine Gaber in kako Golob izvaja privatizacijo podjetja Geni. Ta nekdo niti ni posnel Roberta Goloba in flagranti, z prsti v marmeladi, ampak je roko na srce posnel 2. do 3. ligaše. S tem mislim Dominiko Švarc-Pipan, ki je recimo 2. liga nek rok hodej, je pa 3. ali pa 5. Ja. In to je največji škandal v zgodovini. Robert Golob je zgrožen in cela vlada je zgrožena, da se vohunske akcije dogajajo na ozemlju Slovenije. Slišali smo tudi izraz veleizdaja. Ni ravno on izgnal 2 ruska vohuna. Torej, mislim, dejstvo, da gre za vohunske operacije, da smo mi presenečeni, da se dogajajo neke vohunske operacije v Sloveniji in da je to zdaj katastrofa. Pričemer, če se vrnem pa na današnji na novinarsko konferenco. Tam v centru Ljubljane, kjer je potekala ta tiskovna konferenca, postrojeni so bili vsi možni mediji, vsi novinarji in to... Uroš Esih, ki sva ga pred časom gostila tule, oziroma sem ga jaz, ker tebe takrat ni bilo, je celo, preden se je novinarska konferenca začela, že na omrežju X zapisal, ne vem, če si opazil, ker si bil tam ravno v sredi dela, da je to ključna novinarska konferenca pred temi volitvami v bistvu. Ja, ne samo to, spravi delo, tudi če gledava, kdo je bil tam, torej, medijske hiše niso poslale klasično enega novinarja, ki bi to pokrival, ampak so skoraj v vseh medijskih hišah bili najbolj izkušeni novinarji. Torej, za Pop TV Anže Božič in Marko Gregorc, 2 novinarja, ki sta kar po teži pomembna. Meta Roglič za N1, torej N1 ni poslal nekega bolj študenta ali nekega, mislim, pač običajnega novinarja, ampak v bistvu največjo kapaciteto, ki jo ima recimo N1. Isto Uroš Esih, kot si že rekel, odgovorni urednik Dela, se pravi... Kar je še Delu ostalo, potem ko je šla Suzana Kos k naši konkurenci, Barbara Eržen pa na PR na Komisijo za preprečevanje korupcije. Tako, skratka, najbolj, bom rekel, prvo ligo novinarjev, kar jih premorejo medijske hiše, so poslali na ta dogodek, in potem smo tam lahko bili priča te razlagi, ki se je iz vprašanja v vprašanje spreminjala in nekako razvodenela. Se pravi, slišali smo dramatičen uvod, kako so 3-krat v zadnjih 5 mesecih, torej novembra, decembra in februarja, je priletelo na Brnik neko letalo, ki ga domnevno uporablja Black Cube, neka izraelska privatna obveščevalna agencija. Šlo naj bi v glavnem za nekdanje agente Mossada, ki so pač se odločili, da bo imeli zaseben posel. Ja, ampak in potem slišimo v osnovni razlagi, in ti agenti se potem odpeljajo na Trstenjakovo 8, kjer je sedež stranke SDS, kjer jih na ulici sprejme Janez Janša, 2 uri se stankujejo in potem 3 izmed njih nadaljujejo naprej v Rimu, eden pa ostane v Ljubljani. Tu naprej si v bistvu postavil 2 vprašanji. Eno je bilo še tako pri gospodu Mekini sprejeto, drugo je pa odneslo pokrov Niki Kovač. Zdaj kot prvo, najprej je že Pop TV sprašal glede teh virov, in gospod Mekina najprej reče, da je to anonimni vir, ki ga ščiti, to videl, potem, ko ga pa vprašamo konkretno, torej, ali so videli točno dva Izraelca naj bi identificirali, katera 2 sta. Oziroma, odkar ne nosijo več Davidovih zvest, kako vejo, da so ravno Izraelci. Rekel je, da ne vejo sicer po identiteti, kdo je bil, ampak da vejo, da sta bila 2 Izraelca, in potem kako vejo, to pa ne bi zdaj recimo, da sem ti povedal dovolj, tako ti odgovoril. In pol tvoje drugo vprašanje. Zdaj, mogoče sam prej gre na drugo vprašanje, kot zanimivost. Karkoli sem se pogovarjal z večjimi viri danes,
Torej, kot prvo, ta zgodbica ni možna, že zato, ker zelo malo verjetno je, da bi se Janez Janša z njimi sploh sestal na Trstenjakovi, če bi se z njimi sestal. Jaz se sprašujem o prosti. Če bi se to zgodilo, zagotovo se jih ne bi čakal na ulici, to so mi potrdili različni viri znotraj SDS-a, da to pač tudi, ko se zgodi kakšen tajen sestank na SDS-u, se ne zgodi, da bi Janša čakal na ulici. Lej, prvo kot prvo, v medijskih razmerah, kakršne imamo, je Trstenjakova 8 ena najbolj opazovanih stavb v Ljubljani. Tako da tam se s komarkoli pri belem dnevu sestajati bi bila neumnost in neizkušenost erste klase. Ob 11. zjutraj naj bi se. Druga stvar, ki se jo sprašujem, a je res leta 2026 ob vseh kriptiranih načinih komunikacije, ki so že prosto dostopni, kaj šele super kriptirani nivoji, ki so na razpolago obveščevalcem in profesionalcem, a se je res potrebno fizično kje oglasiti. Mislim, da se da bistveno bolj elegantno. Ja, drži. Če se pa pri drugem vprašanju, skratka, in potem ti vprašaš Niko Kovač. Celotna zgodba, ki so jo predstavili, Niko Kovač celo reče, državljani, poskrbeti moramo, da te volitve ne bodo katastrofa. Tam je poskrbeti moramo, da te volitve ne bodo katastrofa, in potem sem jaz vprašal, torej je vaše sporočilo, ne glede na morebitno spornost načina pridobitve teh posnetkov, torej da namesto alternative tem korumpiranim kadrom, ki so na posnetkih, volimo pač njih. Tako, torej bolje samo opcijo, ki se je ujela v prisluhe, kot tisto, ki je umazana, ker naj bi pomagala pri organizaciji teh prisluhov. Pri čemer še ni jasno, a je pomagala ali ni pomagala. Ampak, no in reakcija je bila model. Sam si res model, Peter, drugače. Model si že zaradi tega, ker postavljaš vprašanja, ki jih drugi ne upajo. Res, model. Jaz sem bil presrečen, da kako pravzaprav, bom rekel, je celotna medijska srenja, jaz sem tam skoraj spadal kot nek disident. Tako da to, ampak nihče ne. In celo, mislim, da sem potem je ne samo, da je močno povzdignila glas, model, ampak potem je tudi v 5-10 sekundah želela zaključiti novinarsko konferenco. Zdaj, da smo čisto pošteni, ona je hotela zaključiti še pred mojim vprašanjem, pa sem je rahlo izsilil, ampak potem je pa zaključila zelo ostro, tako da niti Filipu Dobraniču ni hotela dati besede, kaj je hotel še odgovoriti, da je njegov odgovor za tiste, ker je na omrežjih večina posnetkov odrezana tam, je rekel, sram naj te bo. Jaz, ko sem danes, mislim, da je bilo ob 11, če se ne motam, ko sem videl dopoldne pač, da se trije zbirajo, torej Muki, Mekina in Nika Kovač, pa tam nekje v zaodarju je bil krožil še Jaša Jenull. V prvi vrsti. Ko sem videl te 4 in temo, o kateri bodo govorili, to njihovo veliko poročilo o delovanju tujih služb na slovenskem ozemlju, ker sem vedel, že nekaj časa smo vsi vedeli, da je danes to 1-na-1 soočenje Golob Janša, o katerem govoriva, sem takoj pomislil, glej, to je zdaj ta civilna paravojska, ki pripravlja v bistvu Golobov zagovor za zvečer. In seveda Golob je točno to zgodbo, ki so jo ob 11. dopoldne sproducirali, kot si prej rekel in smo v prvem klipu pokazala, tudi odvrgu na Janšo v prvi minuti kot to svojo atomsko bombo. To je prvo, kar bi v bistvu rekel. Zdaj nekdo, to pa mogoče še največ pove o tem, kako navadni ljudje razumejo to današnjo situacijo, ki je nastala. Zdaj, disclaimer. Oseba, ki je meni osebno blizu, je hkrati tudi oseba, ki res ne mara Janeza Janše, je rekla, glej, jaz to poslušam, gledam in poslušam jih, in si mislim, torej, če Janez Janša lahko kadarkoli obrne telefonsko Donalda Trumpa, to smo v prejšnjih soočenjih poslušali, če nam danes Nika Kovač želi povedati, da so tuji agenti na upoklic voljno v bistvu na razpolago z neomejenimi budžeti za letalske karte Dominike Švarc-Pipan, za tiste špagete, za plačano bivanje v Londonu, Zagrebu, v Dunaju, in da vse to premika Janez Janša iz Ljubljane, potem nam je Nika Kovač, citiram, povedala med vrsticami, da bolj vplivne osebe ne samo ni v državi, da je Janez Janša top 10 najbolj vplivnih politikov tega sveta in da je torej najbolj primeren med vsemi kandidati, ki jih imamo na teh volitvah, da vodi državo. Jaz ne vem, če se Nika Kovač sama zaveda, kako to v treznih
ideološko neizpranih možganih deluje. Ne? Ja, mislim, da smo že pred časom ugotavljali, kako Tamara Vonta in Nika Kovač delata reklamo, ne, za desni pol, ampak par še detajlov, no, ki so mi bili zanimivi danes. Ne. Torej, Nika Kovač je razložila, ne, da ko je videla te posnetke, je opazila, je zaznala vzorec, ki se pojavlja tudi v drugih državah, ne, in so potem predstavili par primerov, Madžarska, Romunija, potem žrtve, kako so preganjali te isti iz Black Cuba, domnevno žrtve Harveyja Weinsteina. Se pravi, iz te tiskovke, niso sicer tega eksplicitno rekli, ne, to bi bilo recimo moje tretje vprašanje, če bi do njega prišel. Torej, ali je Dominika Švarc-Pipan, torej zdaj dobesedno izenač. Se pravi, Dominika Švarc-Pipan, ki so jo povabili na špagete, da razpravljajo o stanju v Sloveniji, ne, jo je Nika Kovač izenačila z žrtvami Harveyja Weinsteina, ki so jih domnevne ti isti, ne, pri čemer spet nimamo niti dokazov, da gre za te iste ljudi, ne, še preganjali zato, da ne bi pričali proti njemu, da ne bi bil obsojen za pedofilske oziroma za spolne prestopke. Se konec koncev, ko je Nika Kovač po javnem razkritju afere Fotopub v Sloveniji, ne, zbirala podpise pod neko peticijo proti zlorabam žensk, jo je med drugim kdo podpisal? Dušan Smodej. Druga stvar, ki mi je padla v oči, je vsi ti primeri, ki jih dajajo, ne, so primeri, ko je, in tudi oni so tako frejmali, oni so frejmali, v bistvu začne se tiskovka v prvem stavku, ne, da hoče Janez Janša odstraniti volitve. Ne, torej, če bo zmagal Janez Janša, so to zadnje volitve, ki jih sploh imamo. Ne. Se pravi, v vseh ostalih primerih, ki so jih razlagali Orban in podobno, ne, je šlo za primere, ko je aktualna oblast preganjala aktualno opozicijo, ne, torej, ali pa aktualne neke nevladnike, disidente, kakorkoli. Ne. Tokrat naj bi pa pri nas opozicija. Opozicijo, ki preganja ubogo oblast, ki ima vse vzvode nadzora, torej depolitizirano, ne, oziroma očiščeno janšistov policijo. Ne, v sodstvu vidimo kadre, ki so neposredno tako ali drugače povezani z gibanjem Svoboda, ne, in mediji smo videli, kako so se postrojili danes na tiskovko od Nike Kovač. Recimo, jaz sem bil v soboto tudi na tiskovki Jerneja Vrtovca in Janeza Janše, ne, kjer je bila udeležba medijev bistveno bolj borna, če tako rečem. Ja, zanimivo. No. Ja. Dejva pogledati klip številka 2, tukaj gremo pa, tukaj je v bistvu voditeljica Petra Krčmar šla in medijas res, ne, in morda sam še to, ne. Danes je bila še situacija, ko smo glih pri tem Sova, ne. Ja. Torej, Knovs je šel na Sovo in na generalno policijsko upravo to preverjati, ne. Ja. Poglejva, no. Tako, ja. V glavnem, po nekih 15-20 minutah razprave Petra Krčmar izrecno vpraša Janeza Janšo, ste ali niste torej sestankovali z Black Cubom, in evo odgovor. Poglejva. Razčistimo zdaj. Ste se sestali s temi izraelskimi agenti ali ne? Torej, mi se z nobenimi agenti nismo sestali, ne tega datuma, ne kakšen drug datum. In je zelo smešno, da gospa Kovačeva, za katero ste vi nedavno razkrili, da je financirana iz tujine, danes na tiskovni konferenci govori o tem, kako se skuša na volitve v Sloveniji vplivati iz tujine. Ona vpliva na volitve in je financirana iz tujine. Danes na Knovsu je direktor agencije obveščevalne Sova potrdil to dejstvo, da se je ta ekipa na ta dan v Sloveniji izglasila. Da. Ampak tudi na Trstenjakovi. Nisem član Knovsa, jaz vam lahko povem, kar sem dobil od tam. V sredo, ne veselite se prehitro. Se ne veselim. Ja, boljš da ne. Mislim, glej, zdaj prva nedoslednost premije, ne, je torej, ko gre za sam pristanek Izraelcev na Brniku, ne, je dovolj član Knovsa, da ve, da je danes direktor Sove potrdil, ne, identiteto teh 2 ali 4 oseb, ne, ampak ko pa gre potem za naslednji korak, ali so te osebe res bile namenjene na sedež SDS-a k predsedniku opozicije, ne, vodji opozicije, pa ni več član Knovsa dovolj, da bi odgovoril še na to vprašanje. Potem ampak bomo to v sredo slišali. Tako, ja. Ampak druga stvar, ne, če je res, ne, in jaz nimam nobenega razloga, da bi dvomil. Torej, če je Joško Kadivnik potrdil, ja, ta ekipa, o kateri je bilo dopoldan govora, je bila na Brniku, ne vem, decembra lani ali februarja letos, ne, potem se mi pa seveda postavlja vprašanje, ki je ravno tako z vidika stanja demokracije v Sloveniji zlovešče. Odkot torej informacija, s katero ob Sovi morda lahko razpolaga samo še slovenska policija, tista carinska na Brniku, ne, pri novinarju Mladine Mekini, ne, ali še huje morda pri nevladnikih tipa Nika Kovač,
Filip Muki Dobranič, Jaša Enul in podobno. To pa torej z vidika demokracije očitno ni problem. Ne? Zdaj bi pa rekel še to. Zdaj, ta scenarij že sam si ga nekako postavil v pravi kontekst. Torej, visoko, high level, profesionalni obveščevalni kader, ki skrbi, če za kaj v karieri skrbijo, je to, da ostanejo pod radarjem, se izpostavijo mejni kontroli na Brniku, pridejo sredi belega dne na Trstenjakovo, kjer jih čaka predsednik, ne? Teh lukenj v argumentaciji je nebroj. V resnici pa od dveh nepovezanih virov z precej dobro kariero v slovenskem represivnem aparatu danes ista zgodba. Ne vrti se okrog Goloba, svet, ne? Niti konec koncev, kot nakazuje Nika Kovač okoli Janeza Janše. Po mojih informacijah, potrjenih danes dvakrat, gre za širši scenarij čiščenja regije in sicer čiščenja Vučićevih kadrov, ki so ugrabili Balkan od juga pa praktično do Dunaja na severu, o čem govorim, ne? Spomnil se boš, kar lep čas nazaj sva imela geopolitičnega strokovnjaka Larisa Gajserja tule. Govorili smo takrat o Beogradu, o protestih, o zrušenem nastrešku in je rekel, glej, obstajajo indici, da upor proti Vučiću nekako tudi finančno, medijsko suportira London. Ne? London je torej obveščevalna agencija MI6, ne? In po mojih informacijah tudi tokrat London ob suportu CIA v Ameriki in Mossada v Izraelu vodi širšo akcijo čiščenja, torej glavna tarča Aleksandar Vučić v Srbiji, identificirali pa so dva glavna balkanska pomagača na območju Bosne oziroma Republike Srpske Milorada Dodika in severneje, že praktično v srcu osrednje Evrope, Zorana Jankovića v Ljubljani. Zakaj Robert Golob kot praktično stranska, manjša riba v tej zgodbi? Ker so, kar ni pretirano težko analizirati niti ljudem, ki niso obveščevalna stroka, ne, ugotovili, da zadnja 4 leta preko Roberta Goloba Zoran Janković vodi izvršno oblast v Republiki Sloveniji. No, to naj bi bila prava zgodba teh prisluhov, ki jih gledamo. Ne? Ja, ne, in kar je po svoje nehote potrdil tudi Robert Golob ravno, ne, kot sva rekla, ko je v soočenju tema nanesla na Zorana Jankovića, Golob hiti zamenjati temo, ne, in očitno so ga to naučili, ne, ko ti tema ni všeč, reči, zdaj se ne pogovarjamo o preteklosti, zdaj se pogovarjamo o prihodnosti. Ne, oprosti, ne, prihodnost je zelo odvisna od tega, kako boš ti delal in kako boš ti delal, nam edina stvar, ki zares lahko kaj pove, kako si do zdaj delal v preteklosti in do zdaj je bil Robert Golob podrejen Zoranu Jankoviću vsaj na zvar. Videlo se je, da so mu strategi, kdorkoli ga je pripravljal na današnje soočenje, govorimo o Golobu, svetovali naj čim večkrat ponovi, ker je to prve pol ure izrazito velikokrat omenil, ni nedotakljivih. Zakaj je bilo to danes pomembno velikokrat izreči? Ja, ker je ravno Dominika Švarc-Pipan kot nekdanja pravosodna ministrica govorila, da je Zoran Janković recimo nekdo, ki se mu nikdar ne zgodi nič. Celo jo citiram, ne, takrat, ko sama ministrica meni, da praktično ni več možnosti, da se ubrani, tudi takrat mu sodišča ne morejo do živega. Ne katerakoli ministrica, ampak ministrica za pravosodje in sicer vrhunska pravnica, kot sama pravi zase. Ne, mogoče še to, ne, mi je bilo zanimivo, ne, ravno Robert Golob je strašno poudarjal pomen institucij, ne, ta istih institucij, ki jih je sam napakiral. Medtem ko je Janez Janša več govoril o tem, ne, kot da bi med vrsticami, ki sem prej govoril o tem čiščenju balkanske regije, tudi on namigoval na to, da ker institucije znotraj ne delujejo, ne, bo očitno potreben v bodoče poseg od zunaj. Vsaj tako je bilo razumeti, bova še pokazala potem. Ne. Drži, ja. Ne, tako da to in te iste institucije, ne, na katere recimo potem, ko ga je Janša opozoril na problematičnost Darka Muženiča, ne, torej kadra, ki je v času, ko so se prale milijarde skozi NLB za iranski režim, bdel na uradu za, torej vodil urad za preprečevanje pranja denarja. In potem molčal na preiskovalni komisiji Državnega zbora ob vprašanjih, zakaj ni odreagiral. In potem je bil izbranec Roberta Goloba za NPU, ne, in to je ta NPU, ki je nepristranski in ki ga Robert Golob torej ne obvladuje. Potem pa, ko so Roberta Goloba vprašali, ali gre o Muženiču, je bil odgovor Roberta Goloba, danes mi ne glasujemo o Muženiču, glasujemo o meni ali o Janši. Ne, ampak gospod Golob, ne, ko glasujemo o Golobu, glasujemo tudi o Muženiču, ker Golob na vladi pomeni Muženič na vrhu NPU-ja. Tako da
to, ne, kako je Golob pravzaprav se izvijal ves čas, ne, skratka, in zato tudi mislim, da, kot smo že omenili na začetku, je bil Golob strašno živčen, ko je šlo za katerokoli, kako je šlo za samo soočenje, ker je vedel, da bo padlo kar nekaj vprašanj, ki so za njega nad vse neprijetne. Pazi, v bistvu je samo dvakrat, ampak res zelo na kratko vsebinsko pokomentiral vsebino prisluhov in sicer je že na samem začetku soočenja zelo živčno prebral v eter svoj uradni e-mail naslov robert.golob@gov.si, češ da naj kdorkoli, ki bi poznal osebo, ki operira z njegovim imenom v zameno za plačilo oziroma obljublja uslugo Roberta Goloba proti plačilu, ne, naj ga prijavi in kot je rekel, ta oseba bo takoj šla sedeti, ne, in potem na Zorana Jankovića edinokrat, ne, ko ga je pač prevečkrat izvala že voditeljica Krčmarjeva, ne, če ga to kaj skrbi, je odgovoril spet, ni nedotakljivih, pa čeprav gre za Zorana Jankovića, ne. Ja, in zdaj, ko so že pri tem, ne, pri teh tožbah in pritiskih, mislim, da lahko pogledava še en izsek, ki bo tudi posebej zanimiv, ne. Slovenija po temu razkritju korupcije ne bo več enaka. Zdaj, če se institucije, ki so doslej gledale predvsem v eno smer, ne bodo zganile, bo moralo tukaj priti do reform, ne. In naslednja nedelja je zelo pomembna, potrebujemo ustavno večino razuma, da temu rečemo ne, in da ne bo več takega sprenevedanja, kot ga poslušamo sedaj. Če mene vprašate, tistemu, ki je to razkril, to korupcijo, je treba v Ljubljani postaviti spomenik. Veste, kako bo izgledalo, če bo po njihovo od nedelje naprej? Ko toliko govorijo, tako da bojo nezakonito prisluškovali vsakomur in ga snemali vsakogar, kjerkoli se jim bo zdelo potrebno. Če bo to v gostilni, bo gostilni, če bo to na zasebnem pogovoru, bo na zasebnem pogovoru. Če jim ne bo všeč, kar bojo slišali, bojo to z umetno inteligenco obdelali, da bo bolj dojemljivo za tiste, ki morajo prehanjati. Če še to ne bo dovolj, bojo poklicali na pomoč tujce. Z vidika framinga, če to analiziraš retorično, strateško, je stvar izjemno spretno obrtniško speljana, ne? Torej, ti v bistvu razkritje, kdorkoli že stoji za njim, ne, direktno povežeš z že tako ponarodelo avtoritarno naravo Janeza Janše in rečeš, ne, da to, kar se je zdaj zgodilo Dominiki Švarc-Pipan, Nini Zidar in še komu, ne, se bo po 22. marcu, če Janša zmaga, dogajal kar kjerkoli, ne, v vaški gostilni, v cerkvi in tako naprej. Ja. Še več bi celo rekel, ne, to je bil očitno tudi naučen na pamet, ne, oziroma to je bila neka strategija, ki so jo očitno ki so jo na Svobodi trenirali, ne, ker je to celo dvakrat na zelo podoben način povedal. Torej, ne, pozor, 22. marca vam bo vsem prisluškoval Janez Janša. Ne. Pri čemer bom rekel sam eno, Šutarjev zakon. Ne. Se pravi, katera vlada je sprejela zakon, ki je bistveno olajšal prisluškovanje, bistveno olajšal vdore v stanovanja in tako naprej, brez odredbe itd. Ne. Torej, to je tisto, ko sem gledal celo soočenje in se mi je zdelo tisto, kar sem že v začetku rekel, ne, da Robert Golob svoje hibe projicira neposredno v Janeza Janše. Glej, zdaj, kar se tiče zunanjega, ne, tu je Janez Janša nakazal, torej, če se naši organi zdaj ne zganejo, ne, potem bo neka širša reforma. Bilo je skoraj med vrsticami razumeti kot od zunaj, ne, delegirana, ali strani Bruslja ali kakšnih od supersil, ne. Zdaj, prejšnji četrtek smo imeli na seji vlade odločanje o slovenski pridružitvi tožbi proti Izraelu zaradi genocida v Gazi. Delala je in zunanja ministrica Tanja Fajon, pa še kdo, mesece spektakel okoli tega, ne, to se je napovedovalo. Fajonova je potem zdaj danes, mislim, da spregovorila o pritiskih, ki naj bi tudi prispevali k temu, da na koncu vlada tega ni storila. Zdaj, Robert Golob je pa to točko po besedah podpredsednika vlade in podpredsednika stranke Arčona zaprl pod točko tajno na seji vlade, ne, in danes pojasnjuje, da torej ne grejo v tožbo proti Izraelu, ker naj bi, pazi,
Ministri, nekateri ministri Svobode, veš, da so to same res politično močne persone, da ne rečem mednarodno. Arčon, potem ta novi Zlobko, notranji minister. Zlobko, bivši miličnik, zdaj notranji minister, Mateja Čalušić, torej samostojna podjetnica / kelnerica, zdaj kmetijska ministrica. Kelnerica in tako naprej. Skratka, te liki niso želeli izraelskemu narodu kot celoti poslati signala, da so vsi genocidni, zato so bolj elegantno nekako umaknili to svojo namero. V resnici pa poglej, razumeti ne gre tega drugače, kot da je Robert Golob to kapljanje posnetkov v bistvu razumel samo kot blag opozorilni strel, za katerim lahko pride tudi kaj hujšega, in se umaknil, torej dal tudi javnosti, kdor to želi videti in razbrati, signal strah me je. Sem ujetnik nečesa, kar morda še ne vemo. Ti bi temu rekel priloga 5 pa 6, pa mislim, da niti tam ne bo nič tako velikega, s čemer ga v resnici držijo, ampak hočem reči, Robert Golob je po teh posnetkih izgubil status v poslu, temu pravijo fit and proper, iz dveh razlogov. Eno je, da je torej ujetnik nekih tujih obveščevalnih služb, drugo pa je spet vezano na tisto razlago o Britancih, o Mossadu, CIA in MI6, nima več nobenih zunanje politično relevantnih prijateljev v mednarodnem okolju, namreč spet se boš spomnil Larisa Geisserja, ko je rekel, da Francija nekako podpira Vučićevo vladavino na tem delu Balkana. Tudi Expo 27 naj bi mu zlobirali Francozi, Emmanuel Macron, tako da to, kar poteka trenutno proti Robertu Golobu, še veliko bolj poteka proti Emmanuelu Macronu. Pričemer je treba povedati, da Emmanuel Macron je v drugem mandatu, ki se mu kmalu izteče. Praktično že na listi odpisanih. Tako da itak nima, mislim, niti kandidirati ne more več. Poleg tega je Francija trenutno v totalnem zastoju. Se pravi, Macronova stranka ima približno slabo tretjino v parlamentu, na drugi strani ima tretjino skrajna desnica in skrajna levica, tako da se med sabo ne morejo praktično nič zmeniti in je Francija ta trenutek neobvladljiva, da tako rečem. Spet se bom pa vrnil nazaj na Roberta Goloba in njegovo razlago. Jaz mislim, da so na štabu Gibanja Svoboda kar neko širšo skupino PR strokovnjakov mogli zaposliti, da so spravili skupaj celotno to zgodbico, kako so se torej razne Mateje Čalušić in Klemni Boštjančiči in podobni ministri odločili, da Izrael ne bo genociden, in da so zato umaknili to tožbo in kako zdaj na neki drugi tožbi proti Netanjahuju je pa Slovenija vele sila, ki bo Netanjahuju povedala, da je on. Pričemer pazi, vmes Janez Janša citira Tanjo Fajon, ki je danes dopoldne, tudi jaz sem bral to novico, rekla, tudi pritiski so bili, in Robert Golob zvečer, potem, ko naj bi se ves dan pripravljal na eno od ključnih soočenj, reče, pojma nimam, kaj je rekla. Torej, 3 ljudje nekako v državi uravnavajo os zunanje politike, predsednica republike, zunanji minister in seveda premier, in premier nima pojma, kaj je rekla zunanja ministrica. Ja, in spet smo tukaj na tistem, ko sem že prej rekel, da je Golob celo soočenje svoje šibke točke projiciral na Janšo. Torej, če je kdo ujetnik izsiljevanja tujih obveščevalnih služb, pa ne nujno samo izraelskih. Mi so že večkrat v Safariju povedala, kako ima pravzaprav celoten Balkan, tako ali drugače, prek teh poslov GNI in podobno, lahko Roberta Goloba drži v šahu. Spomnimo se iz prejšnjih volitev teh afer, kako so se gotovina prenašala po Balkanu, kako so kosovski, mislim, da kaže ambasadori ali neki te uslužbenci veleposlaništva nosili kovčke gotovine po Balkanu in tako dalje, ampak on pravi, Janez Janša je tisti, ki je dolžen Izraelu, zato ni primeren za vodenje vlade. Ja, mogoče greva zdaj, preden se dotakneva GNI-ja, ki je tudi povezan z našimi nedavnimi razkritji na portalu zanima.me, peva čez enih par vsebinskih točk, recimo temu, kje vse smo bili danes tarča zavajanja. Greva recimo kar po vrsti od gospodarstva. Kot smo zdaj že vajeni, ker je do te situacije zdaj tretjič, mislim, da prišlo v tej kampanji, 2 povsem različni realnosti, 2 pogleda na ekonomijo in stanje v Sloveniji. Na eni strani smo evropski tiger, ki nam cel svet zavida in moraš misliti, Svoboda ima program, ki se mu reče AS in to je ambiciozna Slovenija. Smo ta teden zvedeli, da pravzaprav so ga samo skupaj, oziroma da je, mislim, da Matej Arčon Suzani Kos pisal, češ kako v bistvu nimajo programa. In je rekel, lepo sem rekel, da je že na spletni strani, pa en
smajli zdraven, v glavnem. Ampak kaj hočem reči? Na drugi strani Janez Janša katastrofično, vsi stolpci padajo, smo bistveno slabši 30% od povprečja EU. Če bi že rekel človek, da ne verjameš ne enemu, ne drugemu, ja, potem je treba pogledati, kaj pravijo tisti, ki se s poslom v Sloveniji ukvarjajo. In ti ostanejo GZS, OZS, pa ljudje, kot so, torej Obrtna zbornica gospodarska, ljudje, kot so Blaž Brodnjak za velika podjetja ali nedavni gost Mark Verdel za manjša podjetja. In vsi govorijo isto, da slabše in težje, kot je zdaj, še ni bilo za shajati. Ja, ne samo to, celo tudi uprave. Mislim, medtem, ko Robert Golob omalovažuje z Lukom Mescem, kako uprave odhajajo na Hrvaško, Lidl, Perutnina, Ptuj in tako dalje. Hkrati on kot ključen faktor pokaže, da je indeks ljubljanske borze SBI narastel v času vlade Roberta Goloba. Pričemer pozabi, da je bila zelo visoka inflacija, torej, kad ti nominalno gledaš, seveda, če zadeva stagnira, bo videti, da je rast, ker če ohranja vrednost, je videti kot rast, ker imamo inflacijo. Se pravi, to kot prvo, kot drugo. Edini faktor, ki ga je borza, pri čemer je zelo jasno, so tudi gospodarstveniki poudarjali, da edini, ki v ta trenutek v Sloveniji prosperirajo, so zavarovalnice in banke. Skratka, realno gospodarstvo pa beleži krčenje industrijske proizvodnje, izgubo delovnih mest, selitev delovnih mest v tujino, selitve uprave, ni da ni, ampak seveda Robert Golob potem pokaže projekcije Evropske komisije za prihodnost, tam je tudi ena boljših, in potem lansko leto, ko smo bili porazni, pazi, on reče, prvo kvartal smo bili res porazni zaradi Trumpovih carin, in potem spet skuša na Janšo parlepati kao ta trumpizem, ki se mu je zelo ponesrečil, in potem kao vsakič, ko spregovori o Trumpu, dobi tisto fotografijo, kako Stino čakata pred WC-em, v Parizu. Ampak potem pa kao že konc leta pa že rastemo, pri čemer je treba poudariti, da je Slovenija od evropskih držav med evropskimi državami do Trumpovih carin med daleč najmanj izpostavljenimi. Imeli smo pa tretjino manjšo gospodarsko rast od evropskega povprečja. Mogoče to je en taka zanimivost, pa ko smo že pri teh gospodarskih zavajanjih. A si hotel na nafto še, pa na tole krizo trenutno. Na nafto in na Mercator. To še bova, Mercatorju še prideva, ampak če greva najprej na benzin, oziroma na dizel bolj skoraj. Gledamo cel teden, pač vse to vidiš, ali ti ne uide na glavnih portalih, ali ti ne uide na družbenih omrežjih, pač pogledaš te fotografije ali pa video posnetke, kjer se iz manjših črpalk na glavno cesto vijejo zdaj že teden dni kolone, in potem na vprašanje voditeljice, zakaj ljudje čakajo v vrstah, Robert Golob odgovori, pa sej, kolikor jaz vem, ne čakajo. Pri čemer se potem pohvali, kako so, mislim, to sem že enkrat povedal, ampak pohvali se, kako so zdaj naredili benzin cenejši. Že cel mandat govorimo, Slovenija, če bi bila Slovenija pametna, bi itak trošarine postavila tako, da bi imeli mi malenkost cenejši benzin od sosedov. Zakaj? Zato, ker bi potem vsi potniki in ves tranzit, ki gre čez Slovenijo, tankov na Fernetičih pa na Pincah, oziroma na Jesenicah pa na Obrežju. Ampak ko so normalne razmere, mi dvigujemo trošarine zato, da plačujemo drag benzin, da državljani plačujemo drag benzin, in potem ljudje na mesto, da bi tankali na Obrežju, tankajo pač na drugi strani, na Hrvaški, in potem na drugi strani karavan znova v Avstriji, ker nikomur ni treba tankati vmes, da bi zvozil Slovenijo, ker je pač dovolj kratka. Zdaj, ko je pa kriza, ko je treba pa spustiti celo blagovne rezerve, čeprav ni jasno, zdaj bo treba ali ne, ampak ko se kaže, da bomo mogli spustiti blagovne rezerve za to, da bomo preskrbeli državo z benzinom, zdaj pa mi spustimo cene in se pohvalimo, kako smo za naše državljane naredili te cene ugodne. Mislim, to vladno zavajanje mi je bizarno, pa če grem naprej. Krepili smo javno zdravstvo, je rekel Robert Golob, in ustavili divjo privatizacijo. Robert Golob je 4 leta delal čisto nasprotje. On je govoril, da krepi javno zdravstvo, v resnici je pa vse, kar je naredil, drastično krepilo ravno to divjo privatizacijo. V bistvu tako, krepil je korupcijo znotraj javnega zdravstva ali pa vsaj držal na nivoju, s tem, ko
je nalival dodatnega denarja zdravstveni zavarovalnici za nakupe preplačanih aparatov, medtem ko je največ za privatizacijo naredil v tem drugem delu, ker ljudje ne morejo v javnem zavodu oziroma državni bolnici na vrsto, ne, se pač odliva vrsta v zasebno. Jaz sem v naslednjih dneh bojo bralci lahko na portalu zanima.me brali intervju z Gregorjem Kavčičem, ortopedom iz Novega mesta. Izjemno zanimive stvari je povedal, kako pravzaprav poteka ta privatizacija. Se pravi, ti, ki si odrezal koncesionarjem, namesto da bi koncesionar, za katerega sam dela, naredil lahko 1000 operacij, jih bo samo 150. In bo porabil to kvoto že nekje do konca marca, in potem naprej bodo ljudje stali v vrsti, ker ne bo tega, ker koncesionar ne bo mogel delati zaradi ukrepov Golobove vlade. Skratka, podaljševanje čakalnih vrst vodi pa v kaj? V to, da si ljudje poiščejo zdravnika privat. Torej, če to ni divja privatizacija, ki smo ji priča v tem mandatu, potem jaz ne vem, kaj je. No, deva še tole pokrajine. Robert Golob se v enem delu ga je zaneslo in je zanosom govoril o regionalizaciji Slovenije, kar pa z dejanskimi potezami Svobode nima kaj dosti skupnega. Ko smo pri pokrajinah, Slovenija ima težavo, že 30 let se ukvarjamo s temi pokrajinami, nikoli jih ne moramo zares sprejeti. Ponavadi smo imeli neke šibke vlade, ki so težko to sprejemale, zdaj smo imeli pa izjemno močno vlado in totalno blokado. Državni svet je na začetku mandata Golobove vlade pripravil posvet o pokrajinah. Skratka, zakoni so spisani, pripravljeni za sprejem in katerakoli vlada, ki bi jo zanimale pokrajine, bi to lahko naredila, ampak vsi pravijo, celo državni svet je umaknil iz obravnave zakone, da ne bi šli, bom rekel, v nič, ker je bilo zelo jasen signal od te vlade. Pod to vlado o pokrajinah sploh govorili ne bomo, kaj šele kaj več od tega. A veš, na kaj me to spomne? Na stavki iz prisluha Vesni Vuković. Pa to je država, pizda. Ne moramo tega po navdihu. In pač pri Golobu je tako, da tudi če regionalizacija sploh ni prioriteta, če to pride prav na nekem soočenju, je to glavna stvar, o kateri z navdušenjem govori, oziroma kot pravijo Hrvati, što je babi milo, to joj se je snilo, oziroma kar ti pride prav, to uporabiš potem, kadar je treba. Zdaj še neki, manjša tema, pa greva potem res na Mercator, število ministrstev. Tukaj je bil pa en komičen trenutek tega soočenja, namreč nekako, pa tudi to mislim, da je Robert Golob naredil po copy-paste formuli. V tej kampanji je, mislim, da najprej od Jerneja Vrtovca slišal, da mora biti 14 ministrstev, potem je Janez Janša rekel 14, in potem je še Golob danes rekel pod 15, na koncu sta bila oba na 14 resorjih. Petra Krčmar je rekla, vidite, da se strinjata mogoče o več stvareh, kot sta si pripravljena priznati. Janša je ob tej pripombi ostal miren, Golob, ne, to pa ne. Pri čemer je treba spomniti spet ljudi, da je Robert Golob sam, res da je zdaj priznal, to je edina stvar, za katero je priznal, da se je zmotil, to moram reči, ampak dajmo spomniti ljudi, koga je opozicija opozarjala in celo potem sklicala referendum na zakon o vladi. Pazi, dve stvari sta. Zato sem čudno gledal, ker sem razmišljal vmes. 5-letna prepoved odpiranja SP-ev in tole, se pravi število resorjev previsoko za oboje, ampak za obojema pa isti stavek. Ko ga ujameš na tem, na teh traparijah je, napaka, kaj čem reči, napaka. Pri čemer se spomnim, sem se učil na funkciji. Smo imeli celo referendumsko kampanjo na to temo. To rekel pa še, kad smo že pri še ena stvar mi je padla v oči, ko so že pri tem zavajanju Roberta Goloba. Odstop, ki ga je obljubil, če je KPK ugotovi neskladje z integriteto. Torej, najprej smo lahko slišali, da bo sodišče, potem smo lahko slišali, da je drugače. Zdaj smo na tem soočenju slišali, da je imel nek drug primer KPK-ja v mislih. On je imel v mislih, da je točka odstopa samo, če v premoženju direktno nekomu koristiš iz funkcije. To je potem razlog za odstop, sicer pa ne. In potem se je spet vrnil na ta 2 SMS-a in ga je celo Petra Krčmar spomnila, pa je šel kar lepo naprej, da v resnici je KPK naredila 64 strani dolgo poročilo, od katerega je Golob pač javnosti pokazal stran pa pol, in še vedno skriva ostalih 62,5 strani, ampak govori pa o teh 2 SMS-ih. Spet, to je vrhunc. Zdaj pa sva bliže privatizaciji, Mercatorju in Geniju. Namreč, ko je Robert Golob ravno na temo KPK rekel, jaz bi odstopil samo, če bi nekomu z te svoje funkcije, da bi jo zlorabil in bi res nekomu ekonomsko koristil, ga je Janez Janša spomnil na v bistvu naše poročanje o 200 milijonih zadržanega dobička na podjetju Geni,
ki po naših informacijah čaka na bodočo privatizacijo. In potem se še zelo dolgo nismo pogovarjali o GEN-I, sem si naredil črtice, 4-krat je morala Petra Krčmar ustrajati na tem istem vprašanju, da je potem nekaj malega vendarle bilo. Ne? Kako ne? Lej, Robert Golob bi mogel drugim omogočiti, ne pa sebi, ne pa GEN-I, on sebi naštimo, to pa spet ni korupcija po tej logiki Roberta Goloba, ampak ali pa po logiki Zorana Jankovića. Se načrtuje privatizacija GEN-I-ja. Budimo konkretni, prosim lepo. Ja. Dejanja so tista, ki štejejo. Mercator. Zakaj imamo danes kmetijstvo in prehrambeno industrijo v težavah? Ker je nekdo prodal in privatiziral Mercator. Ladje. Splošna plovba. Kdo? Zakaj nimamo več slovenskih ladij? Kdo je Ker prodal? je nekdo Kdo je prodal Mercator? Kdo je prodal Mercator? No, sej sem vedel, da bo tudi to zanikali, čeprav so dejstva. Odgovorite na moje... Ne. Poglejte, Ja, boste nadaljevali, samo odgovorite. Ne, gospod Golob. Ali tudi vam ni všeč, da govorimo o dejstvih. Ali načrtujete privatizacijo GEN-I-ja, da ali ne? Ali stojite v zadju in vplivate na to podjetje? Še enkrat, 4 leta smo imeli časa. Če bi imel ta namen, bi bilo to že izvedeno. A se vam ne zdi? Kar se tiče pa privatizacije GEN-I-ja, pa ne vem, poslušajte vaše poslovne partnerje z tega podjetja, kaj govorijo, pa poglejte si to, kar mislim, da je objavil samo portal Zanima me, o aktih, ki so se v tem času spremenili. Iz neke strateške naložbe ste naredili, kot piše tam, skupen podvig. Skupen podvig. Za tovarišijo, ki si je tam pripravila zlato podalo. Ne? Kam boste šli, če ne boste imeli več mandata? No, tu smo še mi, torej na portalu zanima.me, postali vsebinski del, hočeš nočeš te kampanje. Mislim, lepo, da Janez Janša bere naš portal. Lepo, ne? Čeprav smo pogosto kritični, to je najlepše, da si do nekoga zelo ostar, pa te potem citira. Bistveno bolje kot obratno. Model nekaterih medijev je, da lezejo v rit, pa so potem citirani zaradi tega. Smo ubrali drugačno pot. Ampak kar je bistveno, glede GEN-I-ja, gre za serijo naših razkritij, zdaj za 3 članke v zadnjem tednu dni. V prvem, kot je bilo omenjeno, smo popisali statutarne spremembe, torej prehod iz odvisne družbe v joint venture oziroma skupni podvig, kjer dejansko tudi v letnem poročilu Državna Gen Energija izrecno zapiše, da torej GEN-I ni več obvladovano, ga po nekih mednarodnih računovodskih standardih ne obvladuje več. Še več, ne, potem je vmes v obliki prisluha Dejanu Paravanu prišla zunanja potrditev od prvega operativca, ki je nedavno zapustil državno skupino GEN, da je dejansko prav načrt Roberta Goloba osebno, ne, da si čim prej sprivatizira oziroma državi dokončno odpelje iz kontrole GEN-I. To je tema, ne naključno, ki je, kot sva oba opazila, izvala daleč največjo čustveno reakcijo pri Robertu Golobu, tako kot si omenil, edina druga, ki še ta čustveni naboj premore, je Zoran Janković, Mislim, ko je šlo dejansko, ko je Petra Krčmar ustrajala, in tukaj moram reči, da jo moram pohvaliti, no, da se ni pustila in zmest in ustrajala pri tem GEN-I-ju, celo, mislim, je rekla konkretno, ne, Robert Golob, zdaj pa povejmo, ne, Robert Golob prata izrazito vzkipljiv. Začne se dreti, začne upiti, ne, mislim, da celo nekje vmes, mislim, da ni vsega v posnetku noter, ker smo ga malo skrajšala, da ne je bila predolga, ampak ne timeno privatizaciji, ne, kako že nekaj take. Ja, tako je, ne boste vi o privatizaciji. Potem še ena zanimivost, ne, ko on reče, ko očita Mercator. Ne, Mercator je, okej, glej, gremo tako po fazah, tako kot si tudi sam, ker sva off the record še pred snemanjem debatirala, ne, prva faza privatizacije, ampak to še vedno v slovenskem okviru govorimo, ne, so tisti pivovarski boji in takrat je bil Janez Janša na oblasti. Ne. Drži, ampak dokončno slovo Mercatorja od česarkoli povezanega s slovenskim, ne, je dejansko pod Alenko Bratušek, ki je tesna sopotnica Roberta Goloba. Ne. To je prvo. Drugo, ne, kar se tiče, ko Robert Golob reče, ne, če bi Mercator bil še vedno v naši lasti, bi bilo bolje za slovenske dobavitelje. Da ne rečem, kaj šele, če bi ga še vedno Janković vodil. Če ne bi takrat prodali
pravi, takrat je šlo, ne, leta 2005, ko se je prodalo Mercator, je šlo pravzaprav za to, da se je Zorana Jankovića odstavilo z mesta direktorja Mercatorja in to ne, ker bi Janši ne ustrezal, ampak zato, ker bi Zoran Janković še kakšno leto ali dve na čelu Mercatorja dokončno pokopal vso slovensko prehrambeno industrijo. Spomni se ob slovesu Zorana Jankovića na tisti slavni seji nadzornega sveta, ko je bil v sredi noči odpoklican. Prodajalke jokajo. Ja, prodajalke itak so že celo noč do jutra so bile že zabuhle od joka, ampak kdo je takrat? Takrat ni Janez Janša izgovoril, jaz sem te naredil, politika te je naredila. Takrat je ta nastavil. Ja. To je bil Anton Rop, takratni predsednik vlade v kvoti SD. Ne? Mislim, takrat še LDS-a, no? Pol kasneje je prestopil v SD, ampak ne, se pravi, za slovenske dobavitelje je bila naveza, bom rekel, Golob Janković, ne, oziroma v tem primeru Janković, izrazito uničujoča. Pivovarna Laško je šla v nakup Mercatorja izključno zato, ker če ne bi kupila Mercatorja in odstavila Jankovića, ne bi preživela. Ne? Torej, to je prva stvar, ki jo je treba tukaj povedati. Ne? Ključno. In druga stvar, ja, Mercator se je dejansko prodal potem tujcem, ne, v času vlade Alenke Bratušek kot drugo. Ne? Robert Golob se hvali, pod našo vlado nismo prodali nobenega državnega podjetja. Ne? Kot prvo, večina državnih podjetij je itak že bila prodanih. Ja. Kot drugo, a se hvališ s tem, da imamo mi še vedno en kup države v gospodarstvu tam, kjer država nima kaj iskati in to ne bi bil vrhunski menedžer in ne vem kakšen podjetnik, ne, celo, torej, kot se sam hvali, ne, start-upper, ne, iz garaže ven postavil genij, ne, pa smo že o tem, ampak tako, hočem reči, ne, to je res en tak paradoks Roberta Goloba, ki si ga ne znam razlagati drugače, kot da on pač reče, kar pač je treba za to, da se dobro sliši. Čeprav je to morda v nasprotju s tem, kar je rekel 10 minut nazaj na istem soočenju, kaj šele s tem, kar je rekel včeraj na nekem drugem, očitno res računa, da imajo ljudje spomin ko zlata ribica in da o ekonomiji ne razumejo absolutno nič. Zdaj si na najlepši način v lepi slovenščini prevedel, šta je babi milo, to jo se je snilo. Skratka, ko pride prav blekneš. Na temo genija moram reči samo še tole. Danes je izšel sredi dneva še tretji članek. Vabim bralce, naj grejo na portal zanima.me, kje je poanta, bom zelo kratek. Gre za pravno analizo, ki smo jo naredili skupaj še z dvema pravnima strokovnjakoma za gospodarsko pravo. Da je torej že desetletje, od leta 2016, ko je bilo Fikus obvodno podjetje GNL ustanovljeno, ta krožna lastniška struktura genija nezakonita. Celo izbrskali smo člen, 554. člen Zakona o gospodarskih družbah, naj si gre še to vsak pogledat v uradni list, pa bo videl, da je več kot 25% medsebojno lastništvo dveh družb, vsaj v smislu upravljanja, torej glasovanja na skupščini, prepovedano po zakonodaji, ne? Kar bi posledično pomenilo, da je od 2016 cel kup skupščinskih sklepov, ki so v bistvu najpomembnejše poslovne poteze, lahko pravno ničnih. Za razliko od izpodbojnih pogodb, pravna ničnost nima zastaralnega roka, torej bi tudi danes, če se tako odločijo Državno odvetništvo, SDH, protikorupcijska komisija, lahko za nazaj naredili mnoge odločitve Roberta Goloba na geniju, tudi te o zadržanju dobička, za nične, samo volja mora biti. Ne? In drugo, kar hočem povedati, kjer bi to lahko tako odškodninsko, kot tudi materialno direktno iz denarnice zelo drago v prihodnje še stalo Roberta Goloba, skoraj pod predpogojem, da se zamenja oblast, ne? Pa je to, da ničnost pomeni tudi vsaj 5 let od 2016 do 2021, 5 let ničnosti nezakonitih plač in nagrad, ki so bile v neskladju z Lahovnikovim zakonom. Ne? Torej se lahko vprašamo, ali bo ta denar treba vračati in, če sem zelo žleht in priznam, da tukaj sem, morda bo Tina Gaber s svojim kreditom pomagala Robiju, da vrne. Ne? No in ko so že pri Tini Gaber, ne, mislim, da je na koncu tega komentarja treba povedati še eno stvar. Ne? V samem zaključku soočenja se je Janezu Janši pridružila tudi njegova žena Urška Bačovnik Janša. Medtem ko vse prisotne Tine tokrat na grande finale, kjer je treba zablesteti, jo pa ni. Oziroma tako, ne, bila je na vajah za maturanca, ampak na ples ni prišla. Ne? Tako nekako, oziroma jaz sem bil presrečen, ker sem to gledal. Ne, kot prvo, najprej razlaga, ne, češ Tina Gaber Tina Gaber Golob nikoli ne hodi na nobena soočenja. Ne? Mislim, nisem bil sicer pozoren, da je res kdaj je bila ali ni bila, ampak mislim, da ne. To bi kar znali držati. Hočem reči, pojavlja se povsod
na Instagramu, na socialnih omrežjih, na videih ni, da ni. Sej to, da jo potem na uradnih dogodkih ni, na teh soočenjih, ti samo pove, da strategi za Robertom Golobom premorejo toliko treznosti, da ocenijo, da škodi Robertu Golobu, ko je. Ne? Ja, no, hkrati je pa Robert Golob dal vtis, ne da je ona privesek Robertu Golobu, ampak da je on privesek njej, ne, ko je začel pa razlagati potem, kako je ona dobrodelna, kako je, ne vem, Ja, on v bistvu, ker zadnje čase uporablja sam to terminologijo, on v bistvu na tej malenkosti, ki se ji reče glavna izvršna funkcija v državi, skrbi, da Tina Gaber Golob uresničuje svoje sanje. Tako nekako, ne. Skratka, to je ono, kar smo od prejšnjega soočenja, ne, da uresničevanje sanj in tako dalje. Ne. Skratka, mislim, jaz bi samo še nekaj dodal. Razlogov, zakaj Tina Gaber Golob recimo nocoj ne bi bilo teh strateških z vidika pazljivosti je kar nekaj. Ne. Zadnja v nizu je recimo nedavna zgodba o nakupu stanovanja 70 kvadratov, to smo vsi prebirali, tudi kaj zapisalo tem v Ljubljani, kmalu po poroki. Spet, pustimo, da je to nenavadno, ne, da sveže poročen kupuješ neko ločeno stanovanje, pa vendar, morda zanimivo ob tej priliki, kje je bil ta nakup. Lokacija pri Ruskem carju, to morda poznajo tudi tisti, ki niso nujno iz Ljubljane, ena od legendarnih lokacij, tako. Na koncu Celovške, ne, tam že proti Dunajske, že proti Ježici. Ne. In kdo je investitor stavbe, v katerem je stanovanje kupila Tina Gaber Golob? Zlatarna Celje. Kdo obvladuje lastniško Zlatarno Celje? Dinastija Avbreht. Bojanu Avbrehtu, mislim, da mu je tako ime, to je oče, torej najstarejši član dinastije, pravijo neuradno denarnica Zorana Jankovića, gre namreč za, zdaj ni več, ampak bil je dolgoletni svetnik na Molu na listi Zorana Jankovića. Zdaj, jaz nič ne trdim in nimam dokazov o tem, ampak od tu naprej si lahko, mislim, da je bila cena, ki smo jo prebrali v medijih, dobrih 300 tisočakov, od tu naprej lahko domišljiji pustimo prosto pot. Je to res pogodbena vrednost, na podlagi katere je banka dala kredit, morda je v resnici to v denarju stalo pol manj, ne, kdo ve. Kdo bi vedel, ne? Mogoče še, če je Robertu Golobu morda celo koristilo, čeprav je spadlo nekoliko čudno, ne? Potem tam sam proti paru Janša, ne? Pa moram reči, da pa so strategije okoli Janeza Janše pametno odločili se, da Urško Bačovnik Janša pa pride, ne? Ker Urška Bačovnik Janša pa je oseba, ki je zelo nekako simpatična, no, mislim, ljudska. Če Tina Gaber Golobu škodi, na nek način vedno Urška Bačovnik Janšo mehča v njegovi javni podobi. Ne samo to, ne, tudi, se pravi, eno je čisto, bom rekel, ta izgled, ne, zelo lepa, zelo simpatična ženska, ne, in kot je pokazala tudi, je znala lepo Roberta Goloba tudi izzvati zelo, ja, tam, je bilo zanimivo, kako ne? zelo se je Robert Golob potem zaganjal, ne, zelo neokusno bi rekel, ne, se je zaganjal. Glede na to, da je bil to, recimo mu, ne, Pop TV kot komercialna televizija znan po tem, da ima ob teh velikih večerih v finiših kampanje vedno še ta, recimo mu rumeni del, kjer pridejo soproge in tako naprej, ne. Tu pač ni več v ospredju neko soočenje, forma soočenja in zaganjanja, ampak bolj nek sproščen klepet, preden gledalci ugasnejo in v glavnem ob tej uri zaspijo. Ne? Ampak ne, Robert Golob je, ko ga je Urška Bačovnik Janša kot zdravnica izvala na nemogoče razmere, vedno bolj nemogoče razmere v zdravstvu, vzrojil, da ni res, ne, v enakem stilu, kot je prej vpil na njenega soproga, ne, je tule vzrojil, ne, imamo v javnem sektorju celo 400 zdravnikov več, kot jih je bilo prej. Ja, pri čemer je zelo jasno povedala, da pač zdravstvo narašča, staramo se, mislim, tega nisem omenila, ampak staramo se, pa medicina napreduje, torej bi moglo biti teh zdravnikov še bistveno več, glede na to, kako to raste v drugih državah. Glede na to, kako vzkipljiv je Robert Golob, sem pogrešal, da iz zakulisja Matjaž Han prinese par rdečih nagljev, da malo oblaži situacijo. Ja, pri čemer bom sam še to dodal, pa zaključim. Ne. Se pravi, če je nekako pričakovano, ne, da sta Janša in Golob v duelu, ne, se mi zdi pa obrtniško izjemno porazno, ne, da se pravzaprav na tako vzkipljiv način spraviš na soprogo. Ne. To je pa, mislim, da pri vseh nekako ne predstavljam si, pri komu bi lahko Golob si požel kakšne simpatije s tem, ko pravzaprav na zelo
subtilno in prijetno izraženo pomislek, opasko Urške Bačovnik-Janša, ki je bila vse prej kot uskipljiva, zelo nežno, zelo prijetno, umirjeno je to pač opozorila, ne, hkrati pa zelo odločno, ne, to mi je bilo zanimivo, ne, ker potem, ko je Golob nadrl, se ni umaknila, ne, ampak je zadržala to svojo držo in ne, hkrati pa še vedno ohrana to mirnost. Ne. Izrazito nekonfliktna oseba, ki, kolikor sam vem iz preteklih tudi mojih medijskih izkušenj, res ne mara javnega nastopanja, te stvari so zanjo v glavnem velika muka, ne, pa je vendarle držala, to repliko Robertu Golobu do konca. Omenil si zanimivo bo, ne, že vmes si pokomentiral, komu bo kaj škodilo in koristilo v današnjem nastopu in da noben ni bil posebno dober in da morda celo odpira ta serijo teh soočen prostor za rast komu drugemu od manjših strank. Zanimivo bo, zdaj tako neuradno lahko še to proti koncu gledalcem povemo, vsi, ki smo insideri te dni, beremo neke off the record ankete, ki jih praktično že dnevno dobivamo, ne. Zanimivo bo videti v naslednjih dneh, jih pa ne moramo objavljati, žal, to je bolj za naš interni občutek, ne. Zanimivo bo videti to nihanje, komu bo stvar proti petku, ko je še to veliko, ampak mogoče kakšno besedo vendarle ravno v petek tik pred volilnim molkom. No, mislim, da si dal ravno istočnico za zaključek, skratka, to je pravzaprav predzadnji, ne, oziroma zadnji je to klasičen komentar soočenja, ki ga pripravljamo na okviru tedenskega safarija oziroma na portalu zanima.me, ni pa zadnji. Ne. Torej, da gledalcem pojasniva, v petek nas čaka klasična epizoda, torej tedenski safari, kot ste ga vajeni, kjer ste ga vajeni, ne, tako dalje. Potem pa za zvečer, petek tik pred molkom je treba pa malo bolj natančno povedati, kje bo. V glavnem bo na portalu zanima.me. Skratka, na portalu zanima.me nas najdete. Ne bomo na YouTubeu, delno zaradi algoritma, delno zaradi drugih razlogov. Pričakujte nas kmalu po zaključku epizode na Pop TV-ju. Tako, skratka, gledali bomo recimo, zadnje soočenje. Recimo, da boste na zanima.me tam okrog 11 zvečer. Ne? Že prej, da bo vse še legalno. Že prej. Vse bomo pred volilnim molkom izpeljali, tako da bomo, zagotavljamo. Skratka, na zanima.me še zaključni komentar zaključnega soočenja, ki bo hkrati, bom rekel, tudi pika na i volilne kampanje, zadnja stvar, ki jo lahko gledate še pred volilnim molkom. Tako da, spoštovani gledalci, to je to v današnjem komentarju. Se gledamo torej v petek dvakrat in potem spet sledijo še kakšne zanimive stvari. Lep pozdrav, ta teden nam ne bo dolg čas in še veliko se družimo. Skratka, uživajte v tem finalu volilne kampanje, če vas to zanima, sicer pa ohranite duševno zdravje za vse druge. Dober nasvet, hvala.